Lep pozdrav vsem skupaj. S proračunom, ki ga danes sprejema slovenska vlada, se je država dokončno poslovila od ambicije, da se sama izkoplje iz krize. Če bi želeli slediti tej ambiciji, bi moral biti proračun popolnoma drugačen oziroma bi moral slediti smernicam, ki smo jih začrtali v lanskem letu, ko se je Slovenija prvič resno spopadla s krizo po letu 2009. Glede na stanje, kakršno je danes, svetujemo slovenski vladi, da to stanje čim prej prizna, se z njim sooči, prizna, da ga sama ni sposobna reševati in čim prej zaprosi za tujo pomoč mednarodne institucije. Dlje se bo odlašalo s tem korakom, višje bo cena za slovenske davkoplačevalce in ostrejši bodo pogoji, ki jih bo Slovenija dobila ob tej delni izgubi lastne suverenosti. V zadnjih dneh in tednih je postalo zelo očitno, zakaj je predsednica vlade v preteklih mesecih govorila o tem, da potrebuje čas in ne denarja. Tako vlada kot Banka Slovenije imata predvsej bolj natančne podatke od vas o tem, kakšno je dejansko stanje v slovenskem bančnem sistemu. Vedo, kaj se lahko pričakuje na mizi novembra, ko bodo prišli tudi uradni rezultati stresnih testov v 8 slovenskih bankah. Zaradi tega vedenja in zavedanja je tudi prišlo do akcije reševanja lukenj, ki so nastale v dveh žepnih tajkunskih bankah, v Faktor banki in v Pro banki, na način, da se celotno breme obesi na slovenske davkoplačevalce. Zato so potrebovali čas. To je bil hkrati tudi test za pristop, kakršnega bi si želeli uporabiti pri pokrivanju lukenj v ostalih državnih slovenskih bankah, tokrat predvsem bankah v državni lasti. Član oziroma predsednik, predstavnik, ki je bil imenovan v vodstvo Družbe za upravljanje terjatev bank v našem mandatu, magister Andrej Šircelj, je bil na tej poti moteč element, zato so ga pač odstranili. V bistveno večji meri, kot se je to zgodilo pri teh dveh žepnih tajkunskih privatnih bankah, želijo isti model v drugih formalnih okoliščinah uporabiti tudi pri tako imenovani sanaciji celotnega bančnega sistema. Glede na to, da je v tem postopku ključna oziroma kritična točka prenos slabih terjatev, se želi z prošnjo za mednarodno pomoč zavlačevati še toliko časa, da bi se to zgodilo. Zaradi tega se govori, da je denarja dovolj še do konca letošnjega leta oziroma da je denarja dovolj nekje do naslednje pomladi. Računa se, da bi do takrat pospravili v formalnem smislu glavno zmedo, ki je nastala v slovenskem bančnem sistemu, potem ko se je v njem nekaznovano plenilo z enakimi vzorci in pristopi, kot se je to zgodilo pred 20 leti, ko so slovenski davkoplačevalci prvič plačevali luknje za luknje, ki so nastali v slovenskih bankah v času na začetku tako imenovane slovenske tranzicije. Torej, če komu pred meseci dni ni bilo jasno, zakaj so rušili našo vlado, potem je danes to popolnoma jasno. Dokazano z ukrepi, ki so jih v tem času izpeljali za to, da se socializirajo stotine milijonov, ki so jih pokradli iz slovenskega bančnega sistema. Jasno mislim, da je tudi zadnjemu laiku, zakaj se je govorilo, da potrebujejo čas, in jasno je tudi, zakaj je bil ta čas uporabljen. Torej še enkrat priporočamo slovenski vladi, da ne odlaša s tistim, kar je neizogibno, ker bo cena vsak dan večja, z vsakim dnem odlašanja bodo to ceno dražje plačali tako slovenski upokojenci kot zaposleni,
kot tudi vsi ostali, ki živimo v tej državi in tako ali drugače polnimo proračun in druge državne in lokalne blagajne. S tem, ko se odlaša tisto, kar je neizogibno, predvsem priznanje stanja, kakršno je, pa država vsak dan izgublja tudi na lastni kredibilnosti. Sem bil zraven v evropskih forumih, ko so države, ki so danes v programih finančne pomoči, oziroma ko so njihovi predstavniki, ki jih danes seveda ni več na odgovornih funkcijah, iz dneva v dan zatrjevali, kako ne potrebujejo pomoči, kako bodo sami zmogli in tako naprej. In so to zatrjevali tudi takrat, ko je bilo popolnoma jasno, da to ni več mogoče, da bodo posredovale mednarodne finančne institucije in ko se je čakalo samo še na to, da pamet stopi v glave tistih, ki so bili upravljalci v teh državah. Še včasih, recimo v primeru Grčije, pa tudi kasneje v primeru Cipra, še včasih, ko so bili ti programi praktično pripravljeni, so nekatere vlade teh držav, so nekateri predstavniki vlad teh držav zatrjevali, kako pomoči ne bodo potrebovali. Pravzaprav od teh držav, ki so danes v programih, bodisi za reševanje celotnih javnih financ, oziroma v programih predvsem za reševanje njihovih bančnih sistemov, v nobenem primeru se ni zgodilo, da bi predstavniki teh držav pravočasno priznali stanje in zaradi tega so bili kasneje prisiljeni vedno sprejeti ostrejše pogoje in zaradi tega so njihovi davkoplačevalci plačevali in še vedno plačujejo tudi višjo ceno. V zadnjih dneh se je tudi z vladne strani začelo govoriti o tem, kako mogoče pa nek takšen program, kot je bil določen za reševanje španskih bank, niti ne bi bil tako slaba varianta za Slovenijo. Prvič, to ni bil samo program za reševanje španskih bank, to je bil program, ki vsebuje zelo ostre pogoje tudi glede celotnega spektra javnih financ te države. Mislim, da smo še včasih, ko smo bili v vladi, na spletni strani urada za komuniciranje objavili ta španski program, po možnosti je še vedno na teh spletnih straneh. Takrat se nikomu ni zdelo vredno, da bi ga prebral, mogoče je zdaj drugače, pa svetujem v podrobnejše branje ta dokument, tako da se ne bo govorilo na pamet. Če ste ta dokument prebrali, boste videli, da Slovenija ni v enakem položaju, kot je bila Španija. Slovenija je v slabšem položaju. Program, ki se neformalno pripravlja za Slovenijo, je nekje med grškim in ciprskim. In glede na to, da so številne stvari v teh draftih oziroma predlogih, osnutkih še odprte, še enkrat ponavljam, da preden bomo priznali stanje, preden bomo priznali, da se s tem stanjem nismo sposobni soočiti. Ključni dokaz za to nesposobnost je proračun, ki se danes sprejema in ki je zgrajen na popolnoma nerealnih podlagah, kar je vidno navznoter in navzven. Skratka, prej bomo sposobni to priznati, več kredibilnosti bo država ohranila navzven in nižjo ceno bomo plačali. To, da pa ceno bomo plačali, pa je danes popolnoma jasno.